Lepo pozdravljeni vsi na tem predavanju, ki ga organizira Koroška akademija, Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ljudska univerza tule na Ravnah na Koroškem. Seveda pa del, bom rekel, tega dogodka ste tudi vi, a ne, dijaki gimnazije Ravne na Koroškem. Zakaj? Zaradi tega, ker pač smo se povezali tudi skozi naš studio, ki ga imamo na gimnaziji Ravne na Koroškem, ne? Vsi ste slišali za filmski studio Nagrada, oziroma sem dobil informacijo, da ste 4. letnik, kar pomeni, da ste v 1. letniku bili na projekciji igranega celovečernega znanstveno-fantastičnega mladinskega trilerja Bergmanec. A je tako? Ste? Kaj? Ne, ja. Kdo je bil na tej projekciji? Ostali niste bili? Zaradi tega, ker včeraj so mi rekli, v bistvu, da ste bili na tej projekciji, pa smo danes v bistvu to predavanje, bom rekel, malo zavratirali drugače, da si boste pogledali en drug film, da ne bomo gledali Bergmanca, ker sem bil prepričan, da ste ga vsi že videli. Tako da, naslov tega predavanja je Učimo se filmske umetnosti. Torej smo. Zakaj mislite? Imate kako idejo? Oziroma, jaz vam lahko povem, ne? Zato sem tukaj. Vsi imate v žepih ali pa kjerkoli pač te telefone, je tako? Ne? Vsi, bom rekel, v teh socialnih omrežjih objavljate fotografije ali pa tudi videoposnetke, je tako? Ampak verjetno ne veste, da je, bom rekel, ta telefon oziroma to, kar počnete na tem telefonu, zelo povezano z prvo filmsko kamero nasploh, ki je bila razvita konec 19. stoletja. Film se je pač namreč razvil iz fotografije. Nekako so mogli, bom rekel, te statične sličice zavrteti v gibljive sličice, zaradi tega, ker so pač hoteli tudi, bom rekel, to življenje nekako prikazati oziroma nekako ohraniti za kasnejše generacije. In kaj je značilno na tem telefonu? Ko odprete fotoaparat, če odprete fotoaparat in če pritisnete tole za kamero, vas jaz lahko zdaj tole posnamem, ne? A je tako? To je jasno. Ampak, ko to zapremo in ko tu pritisnemo še eno tipko, lahko naenkrat to predvajamo. In to je značilnost, bom rekel, te prve fotografske kamere. Namreč takrat je bila kamera isto kot ta telefon. Bila je namreč aparat, s katero so dogajanje posneli, hkrati pa aparat, s katero so ta film oziroma ta posnetek predvajali. Takrat je bilo v tej kameri pač, ne vem, za 1 minuto filma, treba bilo to kamero vrteti na roke, mehanska naprava je bila, tam je bila ena leča, zadaj je bila tak, se pravi, kamera obskura, princip kamere obskure, se pravi ta črni prostor, kjer je bil not film. Ta leča je to sliko vas tukaj pomanjšala, ta filmski trak. In kaj so pol naredili? Razvili so ta filmski trak, še enkrat vstavili ta filmski trak v kamero in namesto, da je prihajala svetloba od spredi, je prihajala svetloba od zadaj. Od zadaj so osvetlili to filmsko kamero, ne to, bom rekel, to črno škatlo. In ko so oni predvajali, je ta leča iz tega malega posnetka na filmskem traku predvajala sliko na platno. In na ta način so dejansko iznašli film. Ampak film bi seveda hitro izumrl, če bi v bistvu pri tem ostalo, zaradi tega, ker takrat so delali minutne filme in kazali ta film kot neko atrakcijo. Tako kot je bila takrat atrakcija, da ste, bom rekel, dobili telefon, ja, ki je imel možnost posneti in hkrati predvajati te filmske posnetke in seveda lahko ste jih naložili na splet
in na spletu v bistvu tudi stvari pokazali, kaj ste posneli, oziroma kaj se dogaja v vašem življenju. In kaj se dogaja v vašem življenju? Ne, to, kar posnamete, to je pa, bom rekel, že del vaše življenjske zgodbe. Ne, zmeraj ste neko atrakcijo posneli in to atrakcijo bolj objavili na spletu, ne vem, Instagramu, Facebooku ali kjerkoli počne, ne. In to je tudi princip, bom rekel, filmske umetnosti. Filmska umetnost brez zgodbe ne bi živela, se pravi. Zakaj greste v kino? V kino hodite verjetno zato, da vidite neko zgodbo. Ne, tako. Kaj vas premami v kino takrat, ko se ugasne filmska luč? Mislim, filmska luč, pa luč v kinematografu. Kaj mislite? V bistvu začne se, še zmeraj v bistvu isti princip, ko na začetku filmske umetnosti. Ne, svetloba skozi ta projektor izrisuje pač to dogajanje, ki je pač posneto na filmskem platnu. In takrat, ko se ugasne luč, takrat pride do ene, bom rekel, fenomenalne subverzije. In ta subverzija je, ti liki, te igrane scene oziroma te zgodbe na filmskem platnu vas nekako pritegnejo. Ampak zakaj? Zakaj v bistvu vas sploh pritegnejo in zakaj v bistvu gledate te gibljive zgodbe na filmskem platnu v kinematografu? Obstaja en film Jeana-Luca Godara, Nori Pierrot Le Fou. Ne vem, če kdo pozna igralca Jeana-Paula Belmonda, mogoče. Ne, tam je neka scena, prosim. Nekaj smo iz analognih časov, da dobro poznaj. Ja, tako. Velik francoski igralec, oziroma tudi nasploh bom rekel, igralec svetovnega kova, ne. Seveda, se pravi, iz drugih časov, tako je. Tako analognih časov, ne. Časov, bom rekel, še filmskega traku. Ja, tam se v bistvu odvija ena scena, ne. Jean-Luc Godard, velik francoski režiser, tudi, bom rekel, en izmed iniciatorjev novega vala v Franciji, to je že v bistvu druga tema, kaj pomeni novi val. Na kratko, v bistvu najprej so snemali studijske filme in dejansko novi val je preneslo to snemanje oziroma te zgodbe predstavo na ulico. In oni so začeli, osvobodili so filmsko kamero in so začeli tako, bom rekel, osvobodili, tako kot imate zdaj vi, ta fotoaparat v roki, ne. Osvobodili so takrat te velike filmske kamere in za kamerami šli snimati zgodbe na ulici in začeli, bom rekel, te socialno-kritične zgodbe tudi prenašati na filmsko platno. Kinematografija se v tistih letih pač bistveno bolj spremenila in v Evropi in tudi v Ameriki. In pa sploh po svetu. V glavnem, ta scena, inscenirajo sceno v tem filmu, scena pač ena zabava. Na tej zabavi Jean-Paul Belmondo pač vidi enega gospoda, tako ko stoji tam v steni in stopi do njega in ga vpraša, kdo je. In on reče Samuel Fuller. Samuel Fuller, to je bil pač režiser ameriškega novega vala iz New Yorka. In ga vpraša, kaj počne? In on reče, da je režiser. In ga Jean-Paul Belmondo vpraša, no, če ste režiser, potem pa mi povejte, kaj je to film. In on reče, love, hate, violence, death. Ne? Se pravi, ljubezen, smrt, nasilje. In one word, se pravi, v eni besedi, battleground of emotions. V eni besedi, bojno polje emocij. Ja? In zdaj, v bistvu, če to preslikamo v to zatemnjeno kinodvorano in se vprašamo, zakaj hodite, bom rekel, v kinodvorano in zakaj, bom rekel, se prepustite tem gibljivim slikam na filmskem platnu in zakaj vas te gibljive slike potegnejo, je v eni besedi rečeno zaradi emocij. Zaradi tega, ker se odigrajo na filmskem platnu emocije in te emocije vas potegnejo, zaradi tega, ker te emocije so nekako emocije, ki jih imate tudi v sebi, ne? Ali pa v svoji podzavesti.
in naenkrat se izenačite oziroma najdete neko identiteto s temi junaki, ali so to protagonisti, ali so to antagonisti, kdorkoli pač že na tem filmskem platnu, se z njimi poistovetite in naenkrat začnete, bom rekel, živeti ali pa trepetati kakršnakoli že scena za njimi na filmskem platnu. Zato v bistvu ostanete na filmskem platnu tudi, bom rekel, do konca te filmske zgodbe z njimi, dokler se pač ne prižge luč v dvorani. Ne? In kaj je še zanimivo, recimo, da vas je v dvorani 300 ali 500, lahko je tudi 1000, ampak takrat, ko se ugasne luč, takrat se dejansko sami z dogajanjem na filmskem platnu. Ne? In vsak, ko gre iz te filmske dvorane domov, gre z malo drugačno oziroma za neko svojo zgodbo domov. Zaradi tega, ker je vsak na malo drugačen način koketiral z liki in s to zgodbo na filmskem platnu. In to je v bistvu tudi čar kinematografije in čar, bom rekel, tega skupnega dogodka, ki ga vi doživite v kinodvorani, zakaj sploh hodite v kinodvorani in skupaj gledate filme na filmskem platnu. In zdaj mislim, da je čas ravno za to, za film. Ker če hočemo govoriti o filmski umetnosti, mislim, da je pomembno, da se pogleda doma en film in da pol rečemo kaj o tem. Tako da jaz bi zdaj predlagal, da si pogledamo moj kratek igrani film Tolažnik, Spijo Zemljič pa Janko Mandičem v glavne vloge in pol si lahko stvari še malo pogledamo iz ozadja, na kak način je ta film sploh nastal. Gre za literarno adaptacijo, namreč 2007, vsi poznate verjetno ljubljanski filmski festival LIF, ga poznate, ne? Ste slišali za njim? Ali mogoče bil že kdo na tem festivalu? Ste bili? No, kakorkoli. 2007, poznate mogoče tudi Fabulo. Kdo piše od vas kakve zgodbe? V 4. letniku smo, ne vem, piše kdo kakve zgodbe, piše poezijo, piše, ne vem, prozo. V glavnem, obstaja, mislim, se obstaja, da je pa še zmeraj obstaja Fabula. Ne? To je ta festival literature v Sloveniji, ko je začela študentska založba. In takrat so se odločili, da med vsemi temi zgodbami, ki so jih na ta festival oziroma na ta natečaj Fabula pošiljali tudi vaše vrstnike, takrat dijaki, da bo izbrali tudi najbolj filmično zgodbo. In najbolj filmična zgodba je pač bila izbrana. Takrat je bila to zgodba Žiga Jeruca, Tolažnik. In v okviru LIF-a je bila organizirana filmska delavnica za Kirsten Haderer za skript Akademije iz Berlina. In naloga je bila, vsi, ki smo se prijavili na to delavnico, da adaptiramo to zgodbo za film. In seveda, koliko nas je bilo, vsak ima malo drugačno adaptacijo. Zdaj, kakva je adaptacija, vam bom povedal pol na koncu, ko bomo pogledali ta film, pa zakaj je v bistvu taka. V glavnem, ta moja adaptacija je zmagala na tem natečaju, na tej delavnici, ki pa so organizator bila tudi Mediadesk in RTV Ljubljana. In Radio Televizija Ljubljana se odločila, da sproducira ta film. In to je tudi v bistvu edini film, ki je bil sproduciran v okviru Fabule. In 2009 smo posneli ta film in bil je predvajan na TV, bil je predvajan tudi na festivalu slovenskega filma in tako naprej. Tako da dajmo se zdaj ta film pogledati, pa reče kaj več o filmski umetnosti oziroma sploh o nastajanju filma. Lahko gasnemo luč. Tebi se pa tudi vsak dan nekaj razvije. Je pač padel. Je padel, ne more kar tako pas, no. Gospod ravnatelj, se mi zdi, da tale pa postaja že hujši od naših dijakov. Zmer nam nekaj hindri. Zdaj boš ti. Kaj naj je? Vsi bom jaz prav, Cel teden smo to skupaj spravljali za poskusno metodo, imamo zdaj to prav red. Vsi bom jaz, pa kaj naj?
kakšno personalno, pa mi, kaj smo na gimnaziju, je te malo. S tem je spravo, ni zvanj. Wow, hvala. Dejansko dolga odjavna špica, ne? Pa kratek igrani film. Film je spada oziroma pač film imenujemo kot sedma umetnost. Zakaj sedma umetnost? Zaradi tega, ker združuje vse ostale umetnosti. In kot ste videli v bistvu na filmu, najprej sem vam že rekel, v bistvu tukaj je adaptacija kratke zgodbe, kratke najbolj filmične zgodbe, takrat, ki je bila izbrana pač na tem festivalu Fabula, Žige Rusa. In seveda za film potrebuje zgodbo. Se pravi, rabiš, recimo, če napišeš zgodbe sam, če ne najde sam, rabiš enega literata. Najboljše je v bistvu dobiti literata, zaradi tega, ker v literaturi so že razviti liki in na ta način v bistvu lahko te like in zgodbo enostavno preneseš na filmsko platno. Seveda je ne moreš prenesti na filmsko platno tako ena, zaradi tega, ker je pač treba adaptirati na film. In kaj je film? Film je predvsem vizualni medij, ne? Stvari spremljate vizualno. Zaradi tega, recimo tukaj vidite, vam bom pokazal pol naprej še, vsaka stvar, ki je, bomo rekel, na enem igranem filmu, vsaka stvar ima nek pomen
in neko dramaturško izpovedno moč. Zakaj je tukaj nota rdeča barva, zakaj recimo so te stvari gor na steni, ne? To je pač, so literarna dela, recimo, to je pač pesnitev Lorke, ne? Zakaj je, tam je bil Srečko Kosovel, zakaj je vse te knjige tukaj, ne? Zakaj je rdeča barva, zakaj je bil, bom rekel, ta papagaj pokrit, zakaj ima ta papagaj v bistvu pač na sebi barve, zakaj je bil prej skrita, ne? Vse to v bistvu ima en dramaturški pomen in v bistvu nič ni naključnega na enem igranem filmu. In zaradi tega v bistvu združuje ta film tudi, bom rekel, kup, tako kot se vidi v Odjavni špici, neko veliko avtorsko ekipo. In zaradi tega imate vsi dejansko tukaj, ko ste možnost ne sodelovati recimo na enem igranem filmu ali pa kakšnemkoli drugem filmu, zaradi tega, ker pač filmska ekipa oziroma režiser, scenarist, se pravi filmska produkcija, rabi en nabor vseh teh profilov, ki pol, bom rekel, ustvarjajo vse detajle, ki na koncu pač zgradijo film, ne? Tudi sceno, se pravi scenograf je bil, sceno je treba postaviti, kostumograf je bil, kostume je treba v bistvu izbrati, kostume je treba v bistvu prave izbrati ali pa narediti kakorkoli pač za ta glavni lik ali pa za stranski lik in tako naprej. Recimo bil je casting, ne? Na filmu ste videli, pač zgodba je vzeta iz gimnazije, ne? Zaradi tega, ker je pač v osnovi spisal gimnazic takrat, Žiga Rusa, ne? Naredili smo casting, seveda bilo treba v bistvu zasesti vloge za gimnazice, ne? Se pravi, vi, ne, kot gimnazijci ste imeli recimo možnost, ali pa imate možnost, še zmeraj, ne, da pridete v bistvu na casting enega takega filma, dobite vlogo na filmu, ne. Zdaj, zaradi tega, ker je bilo treba ustvariti razred, sem seveda jaz pač tega ni bilo v osnovi not v tej zgodbi, ne, sem jaz seveda porazdelil te vloge in spisal še, bom rekel, dodatne dialoge, ki so ustvarjali atmosfero znotraj razreda, ne. Vse vmes sem videl, da so se nasmejali takrat, ko je pač razred recimo pripravljal ta revolt, ne. In ja, to je pač seveda odigrano, spisano, ne, ampak se pravi, ti igralci so dejansko bili igralci, ki so prihajali, dijaki, ki so prihajali iz gimnazij, na casting jih je prišlo okrog 60, med njimi sem recimo sem videl, en zna repati, en zna delati to in tako naprej. Verjetno ste videli, v bistvu na filmu so tudi nekateri, ki so zdaj pač, ne vem, tudi že slavni v svetu glasbe in tako naprej, ne. In ja, in takrat seveda sem izkoristil ta njihov potencial in sem, se pravi, to atmosfero znotraj razreda sem ustvaril, bom rekel, z njihovimi talenti. Tako da recimo, kakšenkoli talent recimo imate, če ga na castingu pokažete, jaz to lahko uporabim, v bistvu s tem jaz naredim pač atmosfero enega takega razreda, ne. Recimo Janko Mandić je bil takrat star 21, jaz sem pa rabil v bistvu nekoga, ki je star 18. Ampak nekako nisem našel takega lika, ampak na koncu sem dobil posnetek od Janka in dejansko je izgledal tako mlad, ne, pri 21-ih, hkrati je imel ta dober, bom rekel, čustveni potencial, da sem ga jaz pač uporabil v tem filmu in je odlično odigral to vlogo Tolažnika. V osnovi je zgodba bila napisana pač iz gledišča Tolažnika, ampak seveda, kot sem rekel že prej, film pripoveduje zgodbe, ne, hkrati gre za emocije. In jaz sem videl več emotivnega naboja znotraj te učiteljice, in zaradi tega sem v bistvu to zgodbo malo obrnil in sem dal učiteljico pač v prvi plan, Tolažnika pa sem uporabil za to, ne, kot ste videli, da ona naredi pred sebe ta dramaturški zasuk, ne. In kaj je ta dramaturški zasuk znotraj te zgodbe? Ste mogoče opazili? Ne, na začetku je bila, bom rekel, v tej celici. Scenarij je seveda bil napisan, bom rekel, še bolj apokaliptično, ne. Scenarij sem napisal, da je vse, bom rekel, temačno, po teh oknih udarja dež in tako naprej, ampak seveda to je bilo težko realizirati. In potem smo našli to lokacijo, to je bila Bežigrajska gimnazija, smo šli na to lokacijo in potem je prišla tudi ideja, zdaj, če pač recimo od mojega direktorja fotografije Simona Tanška, zdaj, če bi bila recimo varianta, da namesto, bom rekel, te apokaliptične sfere znotraj razreda,
damo gor pač na ta stekla frost, se ste videli, ni bilo mogoče pogledati ven iz tega razreda, ne. Samo not v ta razred je prihajala svetloba in če bi v bistvu lahko posneli na ta način. In potem smo našli učilnico, po to učilnico bila telovadnica, se pravi steklo, te okna smo pač so scenografi zadelali z temi frosti in odzunaj smo pač pribili močne reflektorje, tako da smo ta razred maksimalno osvetlili in naenkrat je nastala celica, kjer v bistvu nisi mogel ven, ne. Se pravi, pogleda ven ni bilo, samo bom rekel, znotraj tega razreda je bila ustvarjeno to nasilje. Učiteljica, se pravi, ta glavna protagonistka Glavanova, je bila znotraj, bom rekel, te celice popolnoma nemočna. Ja, ste opazili to, ne? In ko je pogledala ven, ne, ko je hotela pogledati ven, kaj je videla? Dejansko ta svoj krik, to svojo nemoč, ki je nosila v sebi. Krat v bistvu, ko ste gledali, to je bila njena soba, ne? Samo kje zdaj gre to naprej. Kaj ne gre? Aha. Gremo še malo nazaj. To je bila dejansko njihova soba. Problem je bil, da sem hotel imeti sobo in ta soba mogla biti nasproti gimnazije. Hkrati v bistvu na eni strani je mogla biti ta postelj, na drugi strani je mogla imeti ona pogled, bom rekel, na ta svoj objekt nasilja, ne? In to je bila gimnazija. Je seveda v bistvu, hkrati je, ne, na koncu ste videli vse posneto v enem kadru, hkrati sem na koncu hotel posneti vse enem kadru, kar pomeni, da je bilo treba položiti te šine, se odmakniti in vse to posneto, ne. Ja, pol rabiš v bistvu eno sobo, ko je res v bistvu tam nekje, hkrati mora imeti ta soba kopalnico, izhod, seveda to postelje tu in tam mora biti pogled ven, kje boš dobil to v Ljubljani. Hkrati mora biti pa, bom rekel, še verjetno najmanj 6 metrov velika, dolga, zaradi tega, da lahko položi šino in da lahko v bistvu to posne za kamero, ne. In takrat je bila sreča, da je, to je bil studio VPK, da so v studiu ravno snemali, mislim, da, ne vem, Sladke sanje, eno nadaljevanko in so prekinili za snemanjem te nadaljevanke in stvar je bila, tam so bile še te kulise in te stvari in je prišel moj scenograf na idejo, kaj če bi v bistvu to zgradili. Sem rekel, dobro, če lahko dajmo to zgraditi. In potem smo v bistvu to stvar zgradili. Hkrati, ne, če ste opazili, na začetku filma, zaradi tega, ker gre za to nasilje, tudi prikazano skozi njeno nočno moro, ne, na začetku filma je ta soba črna. Ja? Tako kot v bistvu vstaja skozi, se pravi, v tej nočni mori in gre na drugo stran in pogleda na to gimnazijo, na to bežigrajsko gimnazijo, lahko bi pogledala tudi na Ravnsko gimnazijo, če se to dogaja recimo na Ravnski gimnaziji, ne. In kaj na koncu, zaradi tega, ker pač na koncu naredi to svojo transformacijo, pa sem hotel, se pravi, ideja je bila, da ta soba dobi nazaj te barve. O tem smo se pač pogovarjali z mojim scenografom Duškom Milavcem in smo prišli, bom rekel, do te ideje in tudi do te možnosti, da lahko scenografi mi spremenijo, se pravi, da najprej recimo posnajamo to sceno, pol recimo se med tem stvar pobarva v črno in pol pač posnajamo še, bom rekel, to začetno sceno in to smo tudi naredili. In na ta način smo pač v enem dnevu, ne, jaz imel 6 snemalnih dni na razpolago, posnel sem film v 5 dneh in na ta način smo recimo to sceno začetek po konec v bistvu posneli v tej sobi. Tako recimo, to je ta iluzija, ne, igranega filma. Ko gledaš življenje na filmu, na filmskem platnu, to je inscenirano, igrano dogajanje, ki je dejansko popolnoma iluzija, ne, ki jo pač v bistvu insceniraš. Dejansko, če pogledaš življenje, svoje življenje, verjetno ni, bom rekel, tako pestro ali pa, bom rekel, tako traumatično ali pa ne dogaja se, bom rekel, za tako hitrostjo, ne. Verjetno to vaše življenje teče, bom rekel, bolj tako počasi, tako. Niso samo ti vzponi, ampak jaz moram pa to stisniti ali v 20 minut ali po 1 uro pa pol, če celo večerni film, v 1 uri pa pol, bom rekel, vse te stvari napeti in pokazati in zato greste tudi v kino in si pogledate in naenkrat vidite odsev nekega življenja v tisti uri pa pol ali pa zdaj v 20 minutah.
Če pa se pol usedete doma, pa malo razmislite, kako vaše življenje bo dejansko ni tako napeto vsak dan, tako kot izgleda na filmskem platnu. Ne. Ampak to je čar kinematografije. Ne. Zato tudi recimo lahko adaptiram eno knjigo, ki je, ne vem, debela 1000 strani, ampak znotri moram pa v bistvu adaptirati na 1 uro pa pol, pa na 2 ure, če je celovečerni film. In dejansko moram, eno esenco tega dogajanja potegniti ven in ga pol v bistvu prenesti na filmsko platno. Zdaj nimam več veliko časa, ne, kaj v bistvu na koncu bi hotel samo reči to, ne, ko ste videli, ne, kaj se na koncu zgodi. Zakaj ta soba dobi barve, pa kaj se zgodi še na koncu. Če ste opazili, na koncu pogleda skozi to okno, kjer je v bistvu prej ni bilo tega pogleda skozi to okno, ne? Na koncu pogleda ven in kaj vidi? Vidi svobodo, ne? V bistvu poanta tega filma oziroma tudi vsak film pač v bistvu ima, bomo rekel, tudi neko sporočilo nosi, ampak sporočilo tega filma je gotovo, da ti moraš nekaj narediti za sebe, ne? Če hočeš v bistvu biti svoboden, pa če hočeš živeti svobodno življenje in kreativno življenje. In na koncu v onem trenutku, ko je to lažnik, ne? Takrat, bomo rekel, takrat naredi ta preskok, ta klik v sebi, ne? Ko je tožnika razodene, ne? Da ni samo ona tista, ne? Ampak da imajo vsi, bomo rekel, te težave. In takrat v bistvu je bila ena scena, če ste zelo dobro opazili, ne? Prinese ji kavo, ja? Ne? Usede se zraven nje in se hoče stisniti do nje. Hoče pa povedati, le, učitelji, dijaki, le, dajmo, bom rekel, malo tako sodelovati, ne? Biti malo tako skupaj, ne? Ne, v bistvu, da nekdo stoji na piedestalu, dejansko vi ste pa tukaj, ne? In kaj ona naredi v tem trenutku, ne? Odmakne se in postavi to bariero, ta bariera je bila ta njena literatura in ta njena zagledanost, ne? Da ni znala narediti koraka, ni se znala osvoboditi, postavi vmes. Ste opazili to? In kaj on naredi? On pa vzame, bom rekel, to bariero v roko in se premakne do nje. Ja? Ampak ona takrat ostane in hoče posteliti vse. Ja? Kar je pač v bistvu njenem življenju, vse hoče, ne? Vse je, bom rekel, negativno, vse je to, kar jo omejuje. In v onem trenutku se pred oknom zgodi ta preobrat, klik. Ampak vse je že imela pripravljeno, to črno obleko, vse te stvari na tak način, ko je hodila pač v ta razred. In v onem trenutku gre v kopalnico, pa zapre vrata. Kamera se odmakne, takrat, ko se kamera odmakne, ko se pogled odmakne, ta prostor začne tudi žareti. Ja? Ne vem, če ste opazili, ampak ne. In v onem trenutku, kaj ona bi lahko naredila v tej kopalnici samomora ali pa karkoli, ampak kaj naredi ona? Preobrat. Naenkrat pride z vsemi temi barvami ven iz kopalnice, ne? Pa bom rekel, lasje si popravi gor, se pravi ta seks apil da na sebe, se pravi le, ne? To, kar so dejansko dijaki tudi želeli od nje. Ja? V onem trenutku, kaj je ona imela vse v tej sobi? In zdaj vidiš, v bistvu ta papagaj je pokrit bil v črno, tako kot je ona hodila v črno. Dejansko je skrivala tudi njegove barve. Ona to odgrne. Ja, odgrne, dejansko ima ta papagaj, to je dejansko, bom rekel, metaforično gledano, bila tudi ona v tej svoji kletki, ne not. Ja, takrat, ko odgrne, takrat, ko ona naredi ta korak, takrat se v tem trenutku kaj razpre. Te barve, ki jih ona naenkrat ima na sebi. Tam je bila, bom rekel, fotografija, ki jo je gledala, ki jo je imela skrito med knjigami, ne. In ta fotografija v rdečem okviru, ne, ta njena ljubezen prej do prejšnjega življenja, ko je bila pač polna življenja, ne, skrita pod knjigami, je edini, bom rekel, ta objekt, ki je še ostal iz začetne scene na tej postelji. Vzame jo in jo postavi nazaj, tja, kjer mora biti, ne, ja. In pol gre ven, ampak spet v črnino, v to negotovost. In v enem trenutku stopi v razred in slišijo se ti glasovi. Ampak ti glasove, ko jaz jih nisem pokazal, zaradi tega, ker sem pač hotel, da ti glasovi, to identifikacijo z temi dijaki, zdaj prevzeme gledalec. Ja? In gledalec, bom rekel, gre zdaj za njo tja, tako kot oni dijaki, do nje, in v enem trenutku se razpre ta pogled. In pol tudi ta pesem je pa od Lorke. In sicer je priredil Gorazd Čepin, njega verjetno poznate. Oziroma poznate njegovo hčerko Ditko, zaradi tega, ker se pojavi, takrat sem jo izdal tudi v ta film. Ne? Ja?
takrat, ko se dogaja ta dvoboj, bom rekel, ker se stvar inscenira malo skozi glasbo, pa to ne bom rekel samo skozi to čisto nasilje, ki se dogaja not. Zato sem dal not. In to zadnjo pesem je tudi s pesmo, pa se pravi skomponiral glasbo, njen oče, Gorazd Ščepin. In takrat v bistvu vidite, bom rekel, vso poezijo in to, bom rekel, svobodo, ki jo dejansko vsak živi, ampak vsak si mora to svobodo na nek način priboriti sam. In to je dejansko tudi, bom rekel, neko sporočilo, ki je verjetno v tem trenutku pomembno tudi za vas. Kakorkoli, zdaj, ko ste v 4. letniku, ko boste šli ven iz gimnazije, kakorkoli nekaj morate zmeraj narediti za sebe. Sami ste dejansko odvisni sami od sebe. Dejansko si ti tisti, ki določaš, bom rekel, pot svojega življenja. Ni drugega, če ne zaradi tega, ker ni dejansko nekoga, ki vas bo kar tako enostavno potegnil ven. Če ne boste, bom rekel, v tej celici not in v tej celici ni svobode. In tu se lahko kopiči to nasilje, ki lahko nekoga, recimo, stane tudi življenje. Zato je treba narediti ta korak, zato tudi recimo ta film. Ja. Zdaj, samo na hitro, če pogledamo, se pravi, stvar je bila inscenirana. Še ti 2 minuti, če bo to šlo, stvar je bila inscenirana in pač to je igrani film. Gre ali ne gre? No. Evo, stvar je bila inscenirana, kot vidite. Recimo, tukaj je režija, tukaj so rekviziterji, tu je asistentka kamere, tam se jaz dogovarjam za igralko na kak način oziroma kaj želim od nje, kaj dejansko ona inscenira. Ona pač v bistvu mora to emotivno inscenirati, pogledati na to drugo stran, to je dejansko gimnazija. Kaj pa je v bistvu ta gimnazija na tej sceni samo luč, Ona si mora pač v bistvu te stvari predstavljati, pa pol te stvari odigrati. Ja, ne vem, če je to šlo naprej. Ne gre to naprej. Dobro. Ja, nič. Očitno se ne mogli te stvari pogledati. Zanimivo, Ampak kamera gre po šinah in pol je v bistvu te šine treba pač prilagoditi za to, da grejo tiho zaradi tona, ko je treba ton posneti. Ja, škoda. Ja, nič. Očitno si mogli drugič pogledati fotografije. Za kakšno vprašanje? Mogoče dajte vprašati kaj, če vas kaj zanima. A vas kaj zanima še glede filma? Glede kinematografije? Mogoče glede tega filma? Imate kakšno vprašanje? Samo pripombo. Opazil sem, da je režiser Zavodnik podobno kot Hitchcock sebe postavil v film za približno pol minute, nekaj take. To je bilo kriterij in v bistvu ni bilo Hitchcockovega filma, kjer ne bi videli tudi njega, če smo ga pač opazili. Res, ali tako kot Tarantino v novih filmih. Ja, v bistvu lahko rečem, da sem tudi član igralskega studija, Actor Studio v Ljubljani, To je igralski studio Bratov Vajvec in pač gre za igro po metodi Lija Strasberga, ne vem, če to poznate. V glavnem, Janez Vajec je bil še učenc Lija Strasberga v tem znamenitem Actor Studio v New Yorku, tako da on je dejansko dobil direktno informacijo od Lija Strasberga in to v bistvu pa daje tudi naprej in tudi prenaša na mene, tako da
Res je, sem režiser, scenarist, ampak zaradi tega, ker pa če se ukvarjam tudi za igro, se pojavljam tudi v svojih filmih in tudi tu in tam odigram kako vlogo. Ja. Tako da dejansko, tako kot ste rekli, ne, na koncu izgleda tako, da se pojavljam v filmih tudi kot Hitchcock, samo da za razliko od Hitchcocka imam še, bom rekel, govorno vlogo, da še kaj govorno odigram. Ja. Tako da, recimo, tudi zanimivo za vas, ravno to je recimo dobro izhodišče, sem tudi hotel povedati, če boste šli študirati v Ljubljano, pa če vas zanima recimo igra, igralstvo, imate tudi možnost v Ljubljani, da greste v ta igralski studio, to je actorstudio.si in lahko v bistvu v tem igralskem studiu pridobite take in drugačne izkušnje za nastopanje pred kamero ali pa v bistvu sploh za življenje, ne. Kjerkoli pač ste, ne, tudi recimo, če boste mogoče profesori, učitelji ali karkoli, je dobro recimo imeti tudi eno tako izkušnjo in vam bo tudi lažje recimo pred publiko. Ne. A je mogoče še kako vprašanje? Meni je bil film všeč, ker je bila kratka pa pripoved pravzaprav daljšnje resničnosti in kar je dober nauk skozi življenje, ko lahko vzamem po tem filmu je, da ko se ti vse zapusti, moš pravzaprav najti sebe in svojo, kako bi rekla, svojo srčnost in reči se, jaz sem na mestu, jaz sem vredo, je proti svetlobi, to je pa tudi, bi rekla, v filmu bo fajn izražena svetloba, kak je prihaja in tudi svetloba duše in svetloba zunanjega sveta, da moš mimo jeti pa gre čez marsikere planke lahko priskočiš. No, ja, to se doživno in življenje je res čisto, ko je tudi predstava tega kratkega filma, ko pravzaprav povsod velja. Jed proti svetlobi, pogledati svetlo točko življenja, če ne obtičiš. Ja, res je, in to je v bistvu ravno ta trenutek, ko sem že prej ga nagovoril, ko ona naredi ta preobrat, ne, skozi toložnika in v bistvu takrat, ko se razleti ta ura, škoda, pač ne moramo pogledati, bi videli v bistvu, kako je bilo to tudi posneto na filmu. Takrat, ko se to zgodi, ne, ko se to raztrešči, dejansko v enem trenutku najdeš nekaj v sebi in v bistvu se postaviš nazaj tja, kjer bi moral biti, tako kot sem rekel, ko je bilo v bistvu na tej prvi sliki, ne, na uvodnem delu filma, ne, da se je postavila nazaj, kjer je prej bila in je postavila to gor in potem je tako tudi šla, bom rekel, nazaj v življenje. Ne. Ja, hvala, to je to. A ne, tudi ženska je izražala na koncu svetlobo, to se pravi svetlobo duše in svetlobo življenja, ko je svetlobo duše, ni, kako bi rekla, tistega, zdaj pa konc vidba, a ne, se ona pravzaprav podala, približala dejansko dijakom na en pet način, da je pokazala, da je ona rožnata. Ja, se strinjam. Zaradi tega je tudi na začetku, tako kot sem rekel, ta soba je na začetku temna, ne črna, na koncu v bistvu tudi dobi barve in tudi na koncu v bistvu ta svetloba na drugi strani okna, kjer je v bistvu prej ni bilo pogleda ven, na koncu pa v bistvu gre ta pogled v neskončnost v življenje. Ja, super, hvala. Tako kot smo rekli, vi morate nazaj v razred, tako da jaz se zahvaljujem vsem. Hvala. Hkrati pa glede na to, da ste gimnazijci, sicer že 4. letnik na gimnaziji, je filmski studio nagrado, tako da recimo, če se bo ta COVID situacija tako ali drugače spremenila, vabljeni tudi v ta studio, mogoče lahko še kaj posnemo. Hvala.